si želi me nadvse. Ljubiri silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog
spoznaj Boga. Ali lahko človek spozna Boga? Prvi odgovor je ne. Bog ni dosegljiv preko naših čutov, razuma in izkušenj ali kakršnega drugega načina. Boga lahko spoznamo iz enega samega razloga, da se nam je dal spoznati. Če se Bog ne bi odločil, da se nam razodene, ga ne bi poznali. Doktrina razodetja pomeni, da lahko poznamo Boga, ker je sam želel razodeti sebe in svoje delo. Verjetno boste rekli, če bi se mi Bog razodel, bi veroval v njega. Mnogi govorijo, če bi videl Boga, potem bi veroval v njegov obstoj. To je človeško razmišljanje, ki temelji na človeški predstavi, kako bi se nam naj Bog razodel, da bi ga spoznali. Naše znanje o Bogu je v absolutni odvisnosti od Božjega razodetja in samo od tega, da se je pripravljen razodeti. In on si želi, da ga poznamo. Bog se ne skriva, ampak deluje na svoj način, v katerem pa daje človeku možnost, da se sam odloči, ali želi spoznati Boga. Sveto pismo celo jasno govori, da je Bog prepustil človeštvu svojemu umu in lahko živi popolnoma v neskladju z Bogom. Toda naša tema danes je, da ne odidemo še dlje od Boga, ampak da ga spoznavamo. Rekli smo, da je naše spoznanje o Bogu odvisno od njegovega razodetja. Kako se nam Bog razodeva? Imamo splošna razodetja, posebna in lahko bi tudi rekli osebna razodetja. Splošno razodetje se nanaša na znanje o Bogu, ki je dosegljivo vsem ljudem. Božja beseda pravi, kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih, njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. V njegovem stvarstvu lahko vidimo mogočnost in božanskost. Lepota in življenje same narave nas znova in znova prevzema in polni naše duše s posebnim občutkom miru, sprostitve, blagodejnosti in podobno. Če smo se pripravljeni ponižati, lahko vidimo v stvarstvu čudovito Božjo harmonijo in skladnost. Že samo človeško telo je na eni strani tako zakomplicirano, po drugi pa deluje v velikem skladju in redu. Celo začetnik evolucije Darwin je dejal, da si težko predstavlja, da bi zakomplicirane stvari nastale slučajno. Kakorkoli, ena od načinov, da se nam Bog razodeva, pravi Sveto pismo, je njegovo stvarstvo. Imamo svobodno voljo, da se odločimo, ali želimo spoznati kaj več o tem. Velikokrat smo navdušeni nad umetniki, ki narišejo čudovite slike o naravi, človeku. Imamo jih za neprecenljivo umetnost. Toda ni nobene večje umetnine, ko vidiš naravo, cvetje ali človeka samega,
polno umetniško delo smo. Največjega umetnika, Boga. Nobeno delo se ne da primerjati na platno. Drugo, splošno razodetje se nahaja v nas. Kajti, kadar pogani, ki nimajo postave, po naravi izpolnjujejo to, kar veleva postava, so sami sebi postava, čeprav so brez postave. Dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihovih srcih. O tem pričuje tudi njihova vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. Tukaj je govora o našem notranjem moralnem čutu. Ta moralni čut je človekova vest, odsev Boga, ki je sam po sebi moralni standard. V nas je prirojeno, da se kaj hitro zavedamo, kaj je dobro in kaj ne. Seveda je drugo, ali to tudi želimo živeti. Da vsi nekje globoko doživljamo tudi občutek krivde, ko nekaj naredimo narobe. Tudi če to ne priznamo. Ta moralni čut je v nas in nam pomaga, da bi človeštvo živelo pravično. Zato je lahko tudi človek, ki ne veruje v Boga, velik borec za človekove pravice. Še eno pomembno razodetje, ki je v nas, je hrepenenje po večnosti. Smrt je nekaj vsakdnevnega. Dnevno se soočamo z njo, toda o njej nočemo govoriti. Se izogibamo, če je le možno. Kajti, nekje globoko v nas je hrepenenje po večnem življenju, ki se kaže, želimo živeti čim dlje. Pridigar pravi Božji besedi: dela vse lepo ob svojem času, tudi večnost jim je položil v srce, da človek dela, ki ga je Bog naredil, ne more doumeti od začetka do konca. Večnost nam je položena v srce. Nočemo umreti. Hrepenimo po nadnaravnem, po duhovnem, ker smo duhovna bitja. Zato je na svetu število ateistov vedno v manjšini. Ne vem, če je kdaj bilo nad 10% svetovne populacije. Kaj pa posebna razodetja? Lahko bi jih imenovali tudi čudeže. Bog se je na poseben način razodel Mojzesu v gorečem grmu. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, medijanskega duhovnika, ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal Gospodov angel. Pogledal je in glej, grm je gorel z plamenom, a ni zgorel. In Mojzes je rekel Bogu: glej, če pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem: Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo: kako mu je ime? Kaj naj jim odgovorim? Bog me rekel: jaz sem, ki sem. V ognjenem plamenu se mu je razodel Gospodov angel. To je bilo nadnaravno, čudežno razodetje, ko je Bog na poseben način poklical Mojzesa, da reši svoje ljudstvo iz egiptovskega suženjstva. Obstaja tudi danes mnoga pričevanja,
kako se Bog nadnaravno razodeva. Toda največje razodetje, kako se Bog razodeva, da bi ga lahko spoznali, je Jezus Kristus. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je ustvaril svetove. On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja. Z besedo svoje moči nosi vse. Potem, ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sedel na desnico veličastva. Jezus je prišel kot Božji sin, da nam spregovori na človeški način. Če želimo spoznati Boga, moramo spoznati, kaj je delal in učil Jezus. Apostol Pavel je zapisal, tudi kako naj ga kličemo, če nismo verovali vam. In kako naj verujemo, če niso slišali o njem. In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalca. Kako naj verujemo, če nismo slišali o njem. Bog se nam želi razodeti prav zdaj. Učenci so vprašali Jezusa, da želijo spoznati nebeškega očeta, in Jezus jim je odgovoril. Filip mu rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Želimo spoznati Boga. Ga želimo spoznavati še bolje. Potem dajmo njemu priložnost ali odločimo se v svojem srcu. Želim spoznati Boga. Ali pa, če smo ga spoznali, osebno doživeli, verujemo, da je on stvarnik in verujemo, da nam njegovo stvarstvo govori o veličini. In verujemo, da je Jezus prišel in poznamo njegovo besedo. Še vedno je pomembno, da se odločimo. Še globje želim spoznati Boga, svojega nebeškega očeta. Resnica je, Bog ima še toliko stvari, da nam razodeva v svojem življenju, da še mnogi spoznajo, da mi spoznamo, kako velik je naš nebeški Oče, ki nas ljubi, ki skrbi za nas, ki je prišel skozi svojega sina na ta svet, da nam na človeški način pove, kdo je, kako nas ljubi, kaj je naš problem, kjer nam želi pomagati, kjer nas želi rešiti največjih problemov, da ne bomo izgubljeni, da ne bomo izgubili večnost, ampak da bomo imeli že tukaj na zemlji pravo smer, smisel in polnino v svojem življenju in na koncu večno življenje. Zato zaključimo z eno preprosto, iskreno molitvijo. Bog, prosim te, razodeni se mi. Pomagaj mi, da vidim, da spregledam, da se ti razodevaš na različne načine v mojem življenju, v tem svetu, da bi nas pritegnil, da bi nam razodeval, kdo si v resnici ti. Da ne bi tavali, ampak imeli v tebi smisel, polnino in večno življenje. Bog, razodevaj mi to in mi kaži pot naprej. Svoje srce in svoje življenje odpiram tebi
prav zdaj. Amen.